V Svetem pismu na dveh različnih koncih poslušamo zelo podobno zgodbo. Najprej pri Izraelcih so šli v puščavo in niso imeli vode in so jamrali, zakaj zdaj ni vode, in jim je potem Bog dal vodo iz skale. Po drugi strani pa v evangeliju slišimo, ko pride ena ženska, Samarijanka, do Jezusa in mu reče, torej se pogovarjate o tej vodi in Jezus ji reče, jaz imam pa tako vodo, tako živo vodo, ki ti jo bom dal za pit in ne boš nikoli več žejna. In on reče, ja, daj mi te žive vode. In zdaj, če pogledam svoje življenje, kaj za to za mene pomeni, imam eno izkušnjo, da sem sicer rasla v tradicionalni katoliški družini, v mladinski pastorali, bila dejavna in vse, ampak vedno v meni ni bilo takega pravega življenja, enega veselja. To pa zato, ker sem na napačnih krajih iskala, tako ta ženska. In Jezus pove, 5 moških si že imela, pa še enega imaš. Ne? Skratka, iščeš neko ljubezen, neko potrditev, neko, ne vem, karkoli življenje na napačnih krajih. In meni se je dogajalo zelo podobno. Sem skozi iskala neko veselje v tem, da imam prijatelje, da pri fantih, v potrditvi na študiju, učenju, karkoli, ampak nič od tega me ni zares osrečilo, dokler me ni Bog enkrat pripeljal v eno puščavo v življenju, tako kot tule vidimo. Eno pustinjo, tam, ko ni vode. In mi je dal en križ. Mi je dal križ, da sem ponavljala en letnik, mi je dal križ v zavrnitvi, strani moških, strani situacij v življenju, kjerkoli. In takrat, ko sem se najbolj spraševala, kje je zdaj Bog, zakaj mi ne da spet življenje nazaj, sem v bistvu ugotovila, da to zato, ker išče na napačnih krajih. In takrat, ko ti Bog da križ, takrat ti v bistvu da to iz ljubezni, da bi ti on pokazal, koliko te ima pa res on rad, pa koliko ti da življenje res samo takrat, ko si z njim. In to se je meni zgodilo in od takrat lahko živim res bolj srečno, bolj polno, bolj samozavestno, ker vem, da sem dragocena, da sem lepa, da sem ljubljena, ampak zaradi Boga, ne zaradi tega, ker mi svet to govori. In živa voda je nekaj, kar ne morem dobiti enkrat na leto na duhovnih vajah, pa si cisterno tega pripeljati domov. Ne, ampak grem z lončkom vsak dan z isto prošnjo in rečem, Gospod, daj mi te žive vode, danes za danes.